Sem Petra iz Wild Strings Tria in poslušate Radio Aktivno.
Pumpovica je bila slišana skladba Wild Strings Tria, Petra pa je z mano v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Petra, preselila sva se na album Benjistan. Tako je. Danes bo potem očitno divje v oddaji. Bo sigurno benjistansko. Wild Strings Trio, koliko strun strgate letno? Dobro vprašanje. Tudi naš čelist včasih strgate najbolj debele strune, tako da dosti, verjetno. Ni pa smo prešteli. Glede na to, kako intenzivno igrate, pa kaki tempo držite, bi rekel, da je kar nekaj odpadnega materiala letno. Je, res. Klasična ali popularna glasba, sem bil v dilemi, ko sem poslušal zadevo. Neka mešanca, ampak bolj s etno glasbo in dosti z idejami klasičnega komponiranja in prav nekih kombinacij, tudi različnih ritmov, različnih melodij z tradicij, recimo orientalne glasbe ali pa balkanske glasbe in tudi jazz improvizacija zraven, tako da ne bi vedela točen žanr. Težko vas je potem zapreti v nek predal. To pa res. Plujete tako rekoč po celem svetu, potem v glasbenem smislu. V glasbenem smislu, pa tudi v igralnem smislu. Dosti smo že prepotovali in igrali največ po Evropi, v Sloveniji, v Avstriji, Belgiji, Švici, Franciji in tudi Slovenijo smo predstavljali v Uzbekistanu in v Iranu. In zdaj bomo šli na Kitajsko, kmalu. Boš o teh zadevah nekaj rekla kasneje. Album izhaja danes 1. oktobra. Lahko bi rekli, da imamo premiero. Ja, je. Trio je danes v takih zasedbah popularno. Nisem še srečala podobno zasedbo, kakor smo mi. Tako da ne vem. Je to instrumentalna glasba. Vsekakor je dosti instrumentalne glasbe narejeno z več instrumentov. Trio je še bolj komplicirano za komponirati in najti različne zvoke. Ti bolj popularni so ti string kvartete. Ja, je jih veliko več. Ali potem vi poprimete tudi za kateri dodatni inštrument? Ali samo te 3, ki jih imate? Samo te 3. Zdaj bomo sodelovali še z tolkalistom. Ko bomo šli na Kitajsko, bomo igrali z Damirom Mazrekom z Maribora, ampak drugače več ali manj smo samo 3 in samo te 3 inštrumente plus vokal. Pumpovica je bila prva, ki sva jo zavrtela. Pumpovica je pesem, katera ima izmišljen naslov. To je izmišljal naš čelist Tobi, kateri je iz Francije in če doda ica na koncu, misli, da to zveni malo bolj balkansko. Tako da so Pumpovica, Šarenica, Balajda, to je to. In Pumpovica je skladba, katera se ne ustavi in gre in je nekako napumpana in z tega je prišlo Pumpovica. Druga bo Šarenica. Šarenica pa je tudi besedna igra z ene bulgarskega ritma Račenica. In če se to malo zameša in č so š, ne vem, moramo Francouza vprašati, kaj ste mislili. Nam pa je bilo všeč.
Šarenica in Wild Strings Trio, Petra je z mano z albumom Benjistan. Ko ste trio, je tako lahko to bolj fleksibilna zasedba, da se lažje in hitreje prilagodite? Ja, res je. Na drugo stran, ja, dosti smo, kako bi rekla, demokratična zasedba, ker vsak ima svoje ideje. Vsak je prinesel svojo tradicijo in glasbeni žanr. In tudi iz drugačnega študija smo. Jaz sem študirala jazz, Tobi klasiko in Alex se je učil sam in potem se to nekako kombinira in meša. In vsak mora to svojo novo idejo probati. Moramo vsi probati in videti, kaj najbolj paše. Skupaj ste od leta 2014, torej 5 let, se ne praznujete? Smo že praznovali februarja, ker imamo en za drugim rojstni dan. Jaz smo 2., Tobi 3. in Alex 4. februarja, tako da vsako leto praznujemo naš rojstni dan, plus lani smo imeli 100 let vsi skupaj in letos pa smo imeli obletnico, 5 let. Kako ste se našli? Slovenija nas je povezala. Alex z Maribora je potoval, pa me je srečal na enem festivalu v Nemčiji. Povabil pa me je v Slovenijo, če bi šli nekaj posnet. Prišla sem s idejo za 14 dni, ostala 14 let. In Tobija pa je srečal tudi on. Takrat je Tobi potoval po Evropi in je pristal v Mariboru na nekem koncertu in ga je Alex takoj zagrabil in čez par dni smo že bili skupaj na odru. Zanimiva mešanica. Slovaška v vzhodnji Evropi, Slovenija nekje v srednji Evropi in Francija v zahodnji Evropi. Če pa tako pogledamo glasbeno, pa smo si zelo različni, vse tako mislim. Ja, smo si in še to v bistvu doda glasbi nekaj novega, dobro kombinacijo, po mojem. Potem prepletate te vzhodnoevropske ritme z balkanskimi ter s temi bretonsko-keltskimi na zahodu. Ja, tako je. In tudi z našo, kako sem že rekla, z klasiko in z jazzom, kaj imamo v našem študiju, kaj smo se naučili. Kako pa potem to zapakirati v nek sodoben, poslušljiv paket? Je to težko delo? Je to zelo težko in dolgotrajno delo. Vsaka skladba nam traja 1 leto minimalno, da jo naredimo, da smo res zadovoljni, ker moramo probati vse ideje.
In potem tudi končajo te skladbe dosti dolge, ker imamo zelo veliko idej in se vedno razvija. Še zdaj, ko smo posneli album, se razvijajo nove aranžmaje in nove ideje noter. Je pa treba to tudi približati poslušalcu. Je, vsaki nas sprašuje, zakaj pa nimamo več vokala. Mi tudi čakamo še, da bo več vokala prišlo, enkrat, ko se bo pojavilo. V skladbi Benjistan pa je vokal uporabljen bolj kot inštrument. Že imamo ideje za naslednji album, ki bo sigurno več vokala tudi. Greva k tretji, Who Knows Where bo tretja? Tretja, ja, Who Knows Where, kdo ve iz kje.
Wild Strings Trio oddaje Radioaktivno Benjistan je album, ki ga vrtiva, Petra je z mano. Prav je, da vas tudi podrobneje predstavimo. Petra prihaja iz Banske Bistrice, sem si zapisal iz Slovaške. Tako je. Je to primerljivo mesto z Mariborom? Je ista velikost, ja, okrog 80,000 ljudi. Če nas še malo popelješ po Slovaški, v kateri del? Čista sredina Slovaške. Če ste slišali za Tatre, imamo visoke pa nizke Tatre in od nizkih Tatre je tam Banska Bistrica izpod. Torej tudi kaj smučate? Ja, obožujem. Kot v Mariboru na Pohorju. Petra, ti si na violine? Ja, jaz igram violino. Kako dolgo? Že od malega, ko sem imela 8 let, sem začela in potem sem po 7 letih sem začala čelo igrati, ker mi je bilo dosti violine. In potem sem se spet vrnila na violino in študirala jazz. Wild Strings Trio ni prva tvoja zasedba? Ne, že sem jih imela dosti v Sloveniji in tudi izven Slovenije. Ker če pogledamo tvojo biografijo, potem vidim, da je tega kar nekaj naštetega. Ja, in se še kar nabira. Naprimer v Sloveniji, ker sem z Karavano Iluziji sem igrala Sabah Blues, Sedef, nekaj pri Terafolku, simboličnem orkestru, Leon Matek in zdaj bi jaz morala tudi pogledati seznam. Trenutno sodelujem z zasedbo v Švici, Primo Tempo, tango zasedba, v Avstriji ena swing zasedba, zdaj bom šla v Maroko z eno mednarodno zasedbo, tako da se kar najde. Pomeni tudi v različnih glasbenih žanrih si? Ja, v različnih, od etna, džeza, trenutno tango, swing, karkoli. Drugi potem Aleksander z Maribora? Aleksander z Maribora pa je sam dosti prepotoval, sem se dosti naučil in zanima ga zelo flamenko, to se lahko sliši v njegovem igranju kitare. Afriška glasba, je prepotoval Afriko in dosti od tam vzame inspiracije. On je tudi vokalist? Ja, zelo dober vokalist, pa to je poje v nekem orientalnem stilu. Ko smo bili v Iranu, je takoj iranski način se učil, v Uzbekistanu je tudi takoj probaval njihov stil, tako da kar pobira zanimive elemente. Tudi verjetno ni samo v tej zasedbe? Tudi ne. Zasedbo je imel eno Dirty Sanchez, ki je v glavnem pel pa igral kitaro. To je bila malo bolj Balkan plesna zasedba. Dosti dela glasbo za teater, za plesni teater in solo projekte. Potem pa še čelist, Tobi iz Francije. Ja, s čelistom imamo trenutno mali problem, ker vedno več igra po celem svetu, bi rekla. Tako da se moramo ujemati. Kje se najdemo, ima eno zasedbo Old Soul v Belgiji, drugo zasedbo z Hannah James v Angliji in še eno zasedbo v Belgiji tudi z eno violinistko. In vmes potuje dosti, imajo turneje, tako da je težko se uskladiti, ampak hvala Bogu se da. Potem je skupni imenovalec vseh treh Wild Strings Trio. Je. Kako ste dobili to ime? Ste tako divji vsi? Smo. Ja. Zelo naravno je prišlo to ime. Začeli smo igrati v glavnem na ulici, s tem, da smo se na tak način delali komade in smo spoznavali, kaj ljudi pritegne, kaj nam je všeč. In ko smo se znašli mi z klasike, čelist in violinistka in igrali smo čisto na drugačen stil, je bilo prav jasno, ok, mi smo strings trio, smo Wild Strings Trio. Naslednja, četrta po vrsti bo naslovna, Benjistan. Benjistan, iz dežele Benjistan.
Benjistan je album, ki ga danes vrtimo, Wild Strings Trio. Petra, kje je ta dežela? Zelo daleč in zelo blizu takoj. Tako po imenu sklepam, da je to glasbena dežela. Je glasbena dežela, nastala je takrat, ko je Alex vzel prvič banjo v roke in je začel igrati takoj ta komad in nam je bil všeč in smo ga potem preuredili za celo trio zasedbo. Verjetno pa ta dežela ni povezana samo z vami. Ali? To pa mislim, da je, ker samo z nami. Da, sem jo googlala in sem našla sam našo deželo Benjistan. Če pa tako gledamo širše, pa če je to glasbena dežela, je marsikateri glasbenik tudi povezani z njo. Ali se motim? Lahko si vsak najde svoje mesto v tej deželi. 9 skladb oziroma kompozicij ste pripravili za album? Ja, 9 različnih skladb, vsake so naše avtorske skladbe, razen Beherovke, katera je makedonska ljudska pesem in vsekakor v našem aranžmaju. Vse ostale pa so avtorske. Ko tako pogledam, ste skladbe tudi zelo mednarodno poimenovali. Mednarodno pa v svojem pa malo prilagodili. Ko naprimer Berovka. Naprimer. Ja, naprimer, to je makedonska pesem, katera se kliče Berovka, ampak takoj, ko sem se jo naučila in sem rekla fantem, da gremo igrati Berovko, Beherovko, dobro. V spredju je instrumentalna glasba, čeprav pa, kot si prej dejala, že je tudi slišati malo vokala. Je, pri Benjistanu. In tu pa tam pri kakšnih solih od kitare. Načrtujete v prihodnje, da bi mogoče dodali več vokalnih vložkov? Ja, načrtujemo. Imamo že neke ideje. Potem vemo, kdo bo vokalist. Vemo. Je pa to vaš drugi album, če se ne motim? Je to naš drugi album. Prvi album je bil izdan leta 2016 pri Celinki in se kliče Lost Weekend. Bi lahko ta dva albuma primerjala? Ja, v načinu skladb so vse instrumentalne tudi. Ne vem, malo jih je več ljudskih, ampak zdaj po mojem smo prišli na neko višjo stopnjo aranžiranja in kompozicije in zvoka. In ko smo se malo več spoznali, je novi album nova stopnja za Wild Strings Trio. Bi lahko potem rekli, da ste z Benjistanom nadgradili album Lost Weekend? Ja, tako bi lahko rekli. 5. bo balada? Ena zmala balad v našem repertoarju, ker smo itak Wild Strings Trio in iščemo tudi mirno stran v nas in to je v baladi.
Petra, prej, ko si govorila o odrih, da veliko nastopate, tako v Sloveniji, tudi kot potem po Evropi? Ja, po Evropi. V glavnem začeli smo v Franciji, ker je čelist z Francije in na Slovaškem smo nastopali, v Avstriji, v Belgiji, v Švici, zdaj tudi v Italiji, na Češkem, Nemčiji, Švedskem. Sigurno sem še kaj pozabila. Lahko primerjaš nastope v teh državah, v primerjavi s Slovenijo ali pa Slovaško, odkuder ti prihajaš? Ne bi rekla, da se lahko primerjajo, ker vsak nastop je poseben in je zelo odvisno od publike. In včasih bi ljudje rekli, da bolj na severu so ljudje bolj zategnjeni in tiši. Lahko je to tudi obratno. Lahko je tiha publika. Naprimer, imeli smo en koncert v Avstriji en večer in je bilo enih 20 ljudi v publiki, vseh nad 60, 70 in so bili tako glasni, da je bilo prav neverjetno. In drugi dan smo imeli za več kot 100 ljudi spet v Avstriji in so bili vsi tihi, komaj da so nekaj se izražali med tem, čeprav pa jim je bilo zelo, zelo všeč in so še 2 bisa hoteli. Ampak je drugačen pogled. Prej si menila tudi 2 eksotični destinaciji, Iran in Uzbekistan. Kako pa bilo tam? Predvsem v Iranu, naprimer, ki po nekaterih besedah velja bolj za zaprto družbo. Ja, Iranu je bilo zelo zanimivo, ker sem jaz tudi morala nastopati z ruto na glavi in nisem vedela, če se lahko premikam zraven pri igranju. In to je bila kar izkušnja. Na koncu pa je vse fajn, vsem je bilo všeč in vsi so dobro reagirali. In seveda ta glasba je mednarodna in dosti poveže ljudi čez ta instrumentalen način. Tako da jim je bilo všeč. Kaj pa Uzbekistan? Uzbekistan isto. Zelo nora dežela, zelo odprti ljudje, zelo fajn, zelo dober njihov odgovor na našo glasbo. Tako da. In najlepši oder, kaj smo videli v življenju. Ja, Uzbekistan je blizu Benjistanu. Ja, verjetno tudi zaradi tega. Ja. Prej si menila tudi, da sedaj po promociji v Sloveniji odhajate na Kitajsko. Gremo igrati na en festival, jazz festival v Nanjing, Jiangsu provinci. In bomo igrali tudi na veleposlaništvu Slovenije v Pekingu. Koliko koncertov boste imeli? Bomo imeli 13 koncertov v 14 dneh. To pa bo tempo. Ja. Mislim, da je to enako besedi wild. Upam, da bomo tudi na tem 13. koncertu Wild. Boste, glede na glasbo boste. 5 AM bo naslednja, 5 zjutraj. Težka ura za glasbenike. Lahko si predstavljate, kdaj je bila ta skladba napisana? Popoldne zagotovo ne. In tudi se nismo tako zgodaj zbudili. Ker smo počakali na 5 zjutraj in pri enem džemanju, improvizaciji se je ta skladba kar pojavila. Pa smo se zapomnili, ena tema se je pojavila in pol smo jo začeli razgradili za celo skladbo.
Wild Strings Trio, v oddaji Radioaktivno album Benjistan predstavljamo Petra je z mano. Plošček v CD in vinilni obliki. Ali še kako drugače, na kaseti mogoče? Ja, kasete niso zdaj glih tak in v digitalni obliki bo še se lahko najde na iTunes in še kje druge. Izhaja danes? Ja. 1. oktobra? 1. oktobra v vseh oblikah. Kako pa do albuma? Do albuma lahko prijete na naši spletni strani, najdete povezavo na Bandcamp, ali pa najdete na Celinki, strani od Celinke in na iTunes, ali pa na koncertu. Tam še najboljše. Tam še najboljše. Drugače pa ste album tudi zelo lično oblikovali oziroma dali v zelo lično obliko. Ja, iskali smo deželo Benjistan in smo jo našli v Sloveniji v Solinah. Sem se spraševal, po kateri puščavi se sprehajate. Je kar prepovedana puščava, da bi se človek sprehajal in mi smo si malo upali. Se potem na tej naslovnici odpravljate Benjistan ali že iz Benjistana? V Benjistan. Glede na inštrumente res, ja. Naslednji 2 bosta kar skupaj paketom, dejala si mi prej, da je dobro, če jo povežemo. Ja, ker so skladbe povezane. Meherovka je prva skladba, ampak je odgovor na Beherovko, na tisto makedonsko ljudsko pesem, katera se kliče v bistvu Berovka. In Meherovka je napisalo Tobi in to je v bistvu naša zabavna Wild Strings Trio glasba, pri kateri po teh vseh kompliciranih aranžmajih ljudi malo sprostimo samo z improvizacijo in je na koncertih zelo odprta. Nikoli ne vemo, kaj se točno zgodi.
Sem Petra iz Valcersrija in poslušate Radioaktivno.
Dve smo slišali kompleto, Meherovko in Beherovko, Wild Strings Trio. Petra, za konec, kje lahko dobimo več informacij o vas? Na naši spletni strani wildstringstrio.org. Ste tudi aktivni na družabnih omrežjih? Ja, na Facebooku in Instagramu, tako da nas lahko tam najdete. Tam smo še bolj aktivni, kakor na naši strani. Videoprodukcija, videospote, za katero izmed skladb? Je v planu, imamo za zdaj z koncerta Pumpovico in kmalu bo tudi Benjistan, koncertna verzija, videospot pa bomo še videli. Kakšne izzive ste si zadali naprej? Po kitajski? Po kitajski, že na kitajski imamo izziv, da bomo sodelovali z tolkalistom Damirom Mazrekom in delamo že novi material z njim. Potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Že se dogovarjamo na novih turnejah in koncertih, tako da nas boste sigurno še kje videli in slišali. Potem pomeni, da že nekaj novega materiala imate pripravljenega? Ja, trenutno se na njem dela par pesmi je. Divje bo torej tudi vnaprej? Bo, zagotovo. Še eno bova spustila za konec, to bo Kanta. Kanta pa je nek romantičen odgovor na to, kaj vse se je zgodilo. Zasanjan. Na tem sodeluje tudi naš producent, kateri je bil pri snemanju Belgije, Leander Morris, ker smo snemali v Belgiji, v studiu GAM, in on igra klarinet. Tako da je naš glasbeni gost tudi. Kanto spuščava za konec tega pogovora. Petra, hvala, da si se z albumom Benjistan oglasila v oddaji Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa, lepo uživajte.
Som Petra z Wild Strings Tria a počúvate Radioaktívno.